Živijo vse skupaj, spet sem tle, tokrat z enimi nasveti, kako se pripraviti na vaje z bendom oziroma inštrumentalisti. Torej, prva stvar, preden greste na vajo, opojte se. Namreč pevec se mora opeti, ogreti svoj glas, svoj inštrument, svoje telo, pripraviti, preden gre na vajo. Ker vaje so ravno tako naporne za telo, kot potem nastopi. Tako da prosim, preden greste na vajo, tudi če imate dopoldne, zjutraj, kadarkoli, dajte se vsaj 15 minut malo opeti, priporočam z balonom in slamico, in potem še par vaj za usta in tako naprej. Tako da dajte to narediti. In potem po vaji razgrevanje priporočam. Dajte se poslušati oziroma čutiti telo, kako se počutite po vaji, in če je malo bolečine ali da ste utrujeni, dajte narediti spet par vaj s slamico, da enostavno te mišice spravite v neko ravnovesje in da v sproščeno stanje. To je prva stvar, torej upevanje. Druga stvar, preden greste na vajo z bendom oziroma inštrumentalistom, s komerkoli že nastopate, poznajte svoj repertoar. To mogoče ne velja toliko za tiste, ki pišete svoje skladbe, oziroma imate svoj bend in z njimi ustvarjate repertoar, ampak to velja za tiste, ki se učite, na primer cover pesmi. Za vas je pa pomembno, da dobro poznate, kako pesem gre, da znate dobro melodijo, da tekst gladko, če ne na pamet že, da ga vsaj znate gladko prebrati. Potem formo skladbe, torej forma pomeni, da veste, kakšen je intro, potem kakšen je outro, torej konec skladbe, da veste, kako se skladba zaključi. Morate vedeti tonalitete skladb, to pomeni, koliko je za vašo višino, koliko visoko boste lahko peli oziroma v kateri tonaliteti je, temu tako rečemo. In če tega ne veste, dajte si najti enega učitelja ali pa nekoga, inštrumentalista, da z njim greste skozi ta repertoar, te skladbe in določite te tonalitete, ter si jih zapišite, da jih boste imeli za vedno. Potem tempo skladbe, kako hitro gre skladba. Velikokrat kar čakamo, da bojo inštrumentalisti sami to naredili. Mi smo odgovorni za to, to je naš repertoar, mi pojemo, mi moramo vedeti prvi, kako hitro bo šla ta skladba. Zato se probite naučiti, kako odšteti bendu, koliko hitro sploh gre. Imate metronom, lahko si določite, zapišete, v tej hitrosti gre skladba. Dajte to preveriti tudi, da ne pride pol do tega, da je prehitro ali prepočasi in potem je cel kaos, ko pridemo na vajo. In noben ne ve. Ritem, stil. V katerem stilu je skladba? Kakšen ritem hočete, da vam bobnar igra? Tudi to morate vedeti, se naučiti prej. Določiti oziroma pokazati, mogoče če imate kakšno referenco, posnetek skladbe, nekega originala ali kakega drugega coverja, dajte si to preveriti prej. In pripraviti in pokazati potem bobnarju oziroma še ostalim inštrumentalistom, ki so v bendu. In ja, to so te osnovne stvari, ki jih morate vedeti. Torej tonaliteta, forma, ritem, tempo, hitrost, in stil, v katerem stilu je skladba, torej glasbenem stilu. Potem ena stvar, ki jo moji učenci zelo dostikrat, bom rekla, pridejo s tem problemom sem in mi pojamrajo, to je, da se na vajah z bendom ne slišijo. Zakaj? Ker nimajo mikrofona tam na teh vajah oziroma ozvočenja. Dajte poskrbeti zase. Prvo vprašati, preden greste na vajo, dajte vprašati, če bo tam za vas ozvočenje in mikrofon, če ne, kupite si svoj mikrofon oziroma si ga sposodite kje takrat in neko osnovno ozvočenje. Vi se morate slišati, ne morate vaditi z bendom na suho, tam so električna kitara, električni klavir, boben, karkoli že je. Tudi če je samo klavir ali pa kitara, ne na suho peti. Res vam ne priporočam.
pop glasba, jazz glasba, blues, soul, vsi ti stili, mi moramo na mikrofone peti. In pojte na mikrofone, ker boste tako prešparili svoj glas, bolj dinamično boste peli, bolj kvalitetno. Tako da dajte poskrbeti za to, ker rečete, ne se bati povedati tega, morate poskrbeti zase tukaj in vztrajati na tem. Komunikacija z inštrumentalisti. No, to se navezuje na drugo točko, da jim poveste, kaj se želite, kako naj igrajo. Spet se morate malo naučiti, zato vam res priporočam, da se pogovarjate, da se naučite o glasbi nekaj, da ne samo pojete melodijo in pridete tam kad dive in vsi bojo za vas vse naredili. Ne, vi morate vedeti, kaj hočete, kaj želite, kakšen občutek, dinamika, kako glasno želite eno skladbo, da zaigrajo, oziroma vse te stvari, vsi ti detajli, da dobite tisti občutek, ki ga hočete pravzaprav izpovedati, prezentirati, dati sebe, da naredite čim bolj kvalitetno zvočno sliko oziroma skladbo. Morate vedeti, kaj želite. In to premislite, preden greste na vajo. Kaj sploh hočete, kakšen občutek, in komunicirajte to z inštrumentalisti. Naj vas ne bo sram, naj vam ne bo neroden. Vprašajte jih, če ne veste. Ali pa se prej pozanimajte s kakšnim učiteljem ali s komerkoli drugim. Tako da, evo, to so eni taki hitri nasveti, ki so mogoče samoumevni nekomu, ampak jaz to ponavljam samo zaradi izkušenj, ker pridejo sem pevci in se na takih osnovnih zadevah zatakne. In sem zato ta video posnela, da imamo to vse skupaj nekako strnjeno, da vemo, zakaj se gre in kako se pripraviti za neke vaje z bendom oziroma tudi če samo z enim inštrumentalistom. Tako da hvala za danes. Če me želite slediti in mojim nasvetom, se lepo subscribate oziroma naročite na moj kanal. Lahko pritisnete tisti zvonec za notification in me boste sledili, ker bomo teh videov več naredili. Tako da lepo vas pozdravljam in se vidimo naslednjič. Živjo!